Rezultati nedeljskih volitev so najbolj pretresli krog podpornikov drugouvrščenega kandidata, ki je nastopil pod številko 2, se pravi drugorazrednega Danila Türka. Njegov najljubši stric iz ozadja Milan Kučan je takole potožil. Očitno je, da v teh dosedanjih nastopih oziroma soočanjih ni bilo prepoznano, ali imamo človeka, to ni bilo prepoznano, ki ima stališče o tem, kako najti izhode iz sedanje krize in ponuja torej predsednik Türk stališča, kako in tudi poti, kako povezati dobromisleče sile v državi. Po skrbni analizi Kučanovega jecljanja smo iz slišanega razbrali, da želi Kučan povedati, kako Danilo Türk do zdaj ni imel priložnosti, da bi povedal, kaj je storil v svojem prvem mandatu. Skratka, bivši predsednik Kučan nam sporoča, da smo mi vsi nesposobni idioti, ki v 5 letih nismo opazili, kaj je počel dosedanji predsednik Danilo Türk. Zoran Janković, predsednik Pozitivne Slovenije, ki Danila Türka podpira, pa seveda verjame v Türkovo zmago v drugem krogu. Optimist pa ostaja tudi drugi Türkov podpornik Karel Erjavec, ki meni, da je bil tudi Türk zmagovalec nedeljskih volitev. Kako to misli, Erjavec ni pojasnil. Kljub temu pa ni nobenega dvoma, da se je Danilo Türk s to zmago močno približal upokojitvi in s tem stranki Desus. Od predsedniške tekme se je v nedeljo poslovil kandidat SDS in Nove Slovenije Milan Zver. To je bil hud šok predvsem za nacionalno televizijo, za katero se je iz Zverovega volilnega štaba takole oglašala Nataša Markovič. Nataša, izvoli. Nataša, izvoli. Nataša ima očitno veliko dela še s kakšnimi informacijami. Milanu Zveru osebno v predvolilnih soočenjih niso imeli veliko očitati. Vse skozi pa smo poslušali pripombe, da podpira vlado Janeza Janše. Kako hud očitek je to, bomo najlažje ugotovili, če se spomnimo, da je zmagovalec prvega kroga volitev Borut Pahor kot eno svojih glavnih odlik poudarjal, da ne bo rušil avtoritete vlade Janeza Janše. Ja, taki smo Slovenci. Če nekdo dejansko podpira aktualno vlado, je to hud greh. Če pa obljublja, da jo bo podprl, je pa to vrlina. Superminister Žiga Turk zato ugotavlja, da so Pahorjeve besede spet presegle vsa pričakovanja. Tako bo tudi v bodoče, kajti zmagovalec prvega kroga obljublja. Bil sem, kot sem dejal, deležen izjemnega zaupanja, ki je preseglo moje pričakovanje. Dajem besedo, da bom v naslednjih tednih, v naslednjih mesecih in letih kot vaš bodoči predsednik, če se boste tako odločili, ravnal tako, da bom presegel vaša pričakovanja. Kot rečeno, se je kandidat Milan Zver v nedeljo poslovil od predsedniške tekme. Prtljaga, ki so mu jo naložili, je bila očitno pretežka. Za razliko od njega si je kandidat Danilo Türk napolnil nahrbtnik z lažjo robo. V njem se je našlo nekaj malega damskega perila, pa letalska vozovnica za Sarajevo, lahkoten odnos do povojnih pobojev, kakšna črtica kokaina, predvsem pa toliko samovšečnosti oziroma napuha, da bi z njim lahko poletel kakor z balonom. Goodbye, Mr. President. I guess the time has come for you to pack up all your things and turn the page. So I was thinking as you left, I tried to write a song to tell you what so many of us wanted.
Ko smo že pri prtljagi, na prvi pogled se zdi, kakor da bi zmagovalec prvega kroga, Borut Pahor, ne imel nobene prtljage. A tako je samo na prvi pogled. Za primerjavo se spomnimo, kakšno breme za Milana Zvira pomeni podpora vladi Janeza Janše. No, po isti logiki namreč Boruta Pahorja bremeni prtljaga iz obdobja njegove lastne vlade. Ja, ali pa morda Borut Pahor v resnici sploh ni podpiral vlade Boruta Pahorja. So what? Well, I've been to Hastings and I've been to Brighton, I've been to Eastbourne too.